Candace zdaj odkrito govori o srečanju z Eriko. In kot si lahko predstavljate, mislim, da je zdaj glavna pesem v življenju Candace, kako nizko lahko greš. Kako nizko lahko greš. Ker ta ženska, ta krava od izgovora za žensko, še vedno počne najbolj ogabne in odvratne stvari Eriki, samo da bi nabrala še več clickbaita. In jaz tega ne bom prenašala. Poglejmo si vse podrobnosti. Dobrodošli v oddaji The Pushback. Sem Majraka, vaša gostiteljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino, všečkajte ta video, da ga delite z nekom in razširite novico, da takšno vedenje ne bo več sprejemljivo. Spomnim se, ko sem srečala Eriko v Del Friscos. In ali vas je Charlie predstavil? Je bil vedno Charlie? Želel je, da pridem in jo spoznam. Bila sem navdušena, jo bom spoznala, ker mu je posvečala pozornost. In s tem mislim, da iz spoštovanja do njunega zakona ne bom šla v preveč podrobnosti o tem. Iz spoštovanja do njunega zakona. Ne bom šla v preveč podrobnosti. Vemo že, da ta prasica ne bo spoštovala nobenega zakona, ne bo spoštovala spomina na Charlija, ne bo spoštovala Eriko Cook. In vse to je bilo popolnoma načrtovano, da bi lahko več ljudi govorilo o njej. Čas, preden jo je spoznal, ni žaljiv do zakona. Jasno je, da so ljudje prej poskušali hoditi na zmenke. In on je poskušal hoditi s to punco, s katero je bil popolnoma obseden. Praktično vsakič, ko mu je ta druga punca pisala, sem ji jaz odgovarjala. Kot da sem morala biti leto dni lezbika. Mislim, vemo, da si malo lezbika, Candace Owens, ampak ona pravi, da ni zares povezano z zakonom, ker je bilo to prej. Bila je ta punca, s katero je bil Charlie popolnoma obseden. Zdaj, ne vem, koliko vas je v zvezah, ampak večini od nas ni všeč občutek, da je bila oseba, v katero smo zaljubljeni, prej zaljubljena v nekoga drugega. Je to res? Ni res? Imamo kakšno predstavo? Nam je sploh mar? Ne, ampak poglejte, kako Candace postavi sebe v središče zgodbe. Charlie je zaljubljen v to drugo dekle in tudi v Eriko. In jaz sem morala biti tista, ki je odgovarjala na ta sporočila. Začela sem zvezo, ker sem bila v resnici prava OG. Jaz sem prava prijateljica v tej zgodbi. Poznam vse podrobnosti. Jaz sem edina, ki v resnici šteje. In Erika Cook, mislim, koga sploh briga za njo? Resnica je, da je Charlie hotel tisto dekle. Ne vem, če se je Candace zaradi tega počutila bolje, ker vemo, da je Candace hotela Charlija. To je zdaj že vsem precej očitno. Da je bila preprosto neizmerno ljubosumna, ker je izbral najlepšo Eriko namesto nje. Ampak to je zgodba za drugič. Vidim, da je Chase kar naprej spraševal, kako je ime. In sem rekla, na neki točki ji boš moral sam napisati sporočilo. Bil je popolnoma obseden z njo. Ko zdaj berem tista sporočila tega dekleta, ki je potem postala ena mojih najboljših prijateljic in je bila na moji poroki, ker sem imela občutek, da se toliko zelo trudim okoli nje. Veš? In ugibajmo. Zdaj bodo ljudje začeli lov na sledi. Prepričana sem, da je Candace povsod pustila drobtinice, da bi ljudje ugotovili, koga je Charlie v resnici ljubil. To ni bila Erika, kar tako mimo grede. Ja, ona je ena mojih najboljših prijateljic. Ja, bila je na moji poroki. Ravno dovolj, da so njeni privrženci začeli delati cirkus okoli tega dekleta. Ne, ker mi je bila v resnici zelo všeč tista punca, za katero se je trudil. In vedela sem, da ga bo razočarala, ker je bilo zelo očitno, da ni bila zainteresirana zanj. In bil je zaradi tega strt. Potem Tyler Boyer organizira nekaj v stilu imam osebo, ki jo moraš spoznati. In pride in reče, veš, ona je malo starejša. In sprva je bil kot, samo izkoristil jo bom, da naredim to in to osebo ljubosumno ali karkoli. Ker poglej, kako hitro ji je uspelo ponižati Eriko. Ona je malo starejša, kar pomeni, da je manj vredna. V redu, vemo, da je Erika starejša od Charlija. Nepomembna podrobnost. In Charlijev odgovor je bil nekako tak. Ja, samo izkoristila bom to babo, da naredim drugo dekle ljubosumno. Tako to predstavi Candace. Kot celoten odnos med Eriko in Charlijem. Njuna ljubezenska zgodba. Ne, ni resnična. Bila je samo izmišljena. Očitno sem bila jaz v središču tega. In Tyler, ki je manipulativen tip, je v središču tega. In ona kar mimo grede razlaga vse te podrobnosti. Kot da samo pripovedujem zgodbo, ampak vse so tako ponižujoče do Erike. Ne delajte si utvar. To je bil kot prvi zmenek ali nekaj takega. In potem je bila ona malo bolj vztrajna in mu je prodajala tisto pobožno pridigo. In on sporočila, in jaz samo pregledujem najina sporočila, kot, glej, mogoče mi je Bog to želel dati. In veš, bil je nekako zavit v to, veš, zasvojen. Prišla je svojo čarovnijo in igrala na karto Boga, kar vemo, da je bila Charlijeva šibka točka, ker mu je bilo zelo mar za Boga. Torej, mogoče je bilo to božje sporočilo. Ni pa to res tisto, kar si želim. Ne vem, če res ljubim Eriko, ampak veš, s to drugo punco ne gre. Torej, mogoče bi moral to narediti, ker je Bog upleten. Tako ona to predstavlja. Naj bo to zelo, zelo, zelo jasno. Na to je padel, ker je Charlie kristjan. In ko sem šla, da jo spoznam, je bil moj prvi instinkt kot ženska, da je starejša od mene.
In pomislila sem, da je malo čudno, da bi bila zainteresirana za Charlieja, ker je Charlie v teh stvarih precej mlad. Je pravi genij. Ima toliko stvari, ki mu grejo na roko, ampak je v teh pogledih še mlad. Je mlad v teh pogledih, je pravi genij, ampak je v teh pogledih še mlad. In ona je starejša od mene. Hitra zbadljivka, prikrita zbadljivka. Zakaj bi se Charlie odločil za nekoga, ki je starejši od mene, če bi lahko imel nekoga tako mladega, neverjetnega in lepega, kot sem jaz? To je neverjetno. Bil je neizkušen in zelo odkrito je povedal, da je bil devičnik, ko se je poročil. Tako da nimam občutka, da tukaj razkrivam preveč. In naj bo jasno, postala sem najboljša prijateljica s punco, za katero se je potegoval. Ona je zabavna, veš. Samo jaz. Nič, ni ničesar, samo to, kar vsi zdaj nekako vidijo, je pač v redu. Ampak meni ni bilo mar in sem podpirala, rekla sem pej tu to, prav vsako sporočilo bo to pokazalo. Ampak ti nikoli nisi bila Prijateljica z Erikom, ne, kaj je bilo pač nekaj tazga. Ne vem, ne znam razložiti. Si kdaj pomislila, da mogoče Erika ni hotela biti prijateljica s Candace, ker je vedela, da je to dekle ljubosumno na Charlieja? Bi ti vedno izbrala, da si najboljša prijateljica s punco, ki očitno želi tvojega moža? Bi to bila tvoja prva izbira, ampak ona je tako hotela. Si kdaj pomislila, da te je hotela izločiti? Zdaj, ko gledam nazaj, je vse jasno. Verjetno je imela vizijo o njegovi smrti. Erika je prišla v njegovo življenje. Hodila sta bolj potiho. Jaz poznam Georgea, se noro zaljubim, se poročim, zaročiva se. 18 dni kasneje najde najbolj belega fanta, ki bo posnemal Charlieja. Saj ugotovi, da bo Erika dejansko dobila Charlieja in ga sama nikoli ne bo imela. Zato se odloči, da bo hitro našla zamenjavo. Mislim, nič bolj ne kriči po tolažilni zvezi kot zaroka 18 dni kasneje. Dobesedno nič ne kriči bolj po zamenjavi. In ves čas si v mislih predvajam leto 2018. In potem sem leta 2019 nenadoma začela opažati, da se dogajajo neke sile. Nekaj se preprosto dogaja v njegovem življenju. Ima PR agentko, Stacey Sheridan, in si mislim, ti ljudje so čudni. Ampak nikoli nisem pomislila na Eriko, ker sem si mislila, da je to pač, sploh je nisem preverjala. Kot, to bo pač samo punca. In super je, da va punco in da dobiva, veš, izkušnje s tem. Zaupala sem ji in bila sem vesela. Ja, res sem mu privoščila srečo. Ja, res sem navijala za njo. Torej. Tako, navijaš za nekoga. Fantje, dovolite, da vas malo naučim, kako navijati za ljudi. To ne naredite tako, da napadate njihove žene. Na hitro. Ena lekcija. Ampak spet, vemo, da je Candace Owens lažniva, manipulativna kurba, prav? Torej, to je samo še ena stvar, glede katere je spremenila svoje mnenje. Laura Loomer je objavila. Se spomnite, ko je Candace Owens Hunterja Bidena označila za izprijenega odvisnika od kreka, ki sodi v zapor? Prosim, vsi si vzemite 5 minut na dan in preberite ta članek. Hunter Biden je izprijenec, ki bi moral biti v zaporu. In naš senilni vodja bi moral odgovarjati, zakaj je lagal in rekel, da je ta prenosnik ruska dezinformacija, pokvarjena družina. Torej, to je objavila pred nekaj leti in zdaj spet spreminja mnenje in intervjuva Hunterja Bidena, ker kot vedno poštenost nikoli ni bila značilna za Candace Owens. Torej ima FBI v fizični lasti prenosnik Hunterja Bidena, ki naj bi vseboval, veliko zaskrbljujočega gradiva. Imate Dostop do tega dejanskega prenosnika. Porota je Hunterja Bidena spoznala za krivega 3 kaznivih dejanj v zvezi z orožjem. Rekel sem, da bom spoštoval odločitev porote. To bom storil. In ga ne bom pomilostil. Ups, lagal je. Pomilostil je odvisnika od kreka. Hunter Biden. Dobrodošli v oddaji Candace Owens. Slišal sem, da si me večkrat imenovala odvisnik od kreka. In resnica je, da sem bil odvisnik od kreka. Tako imenovani prenosnik. Mimogrede, veš, kaj je ta prenosnik dokazal? Da si bila odvisnica od kreka. Tako je. Moj zakon se je razpadel. In to je začelo res taman cikel. Moj brat me je poklical in rekel, to se mora končati. In to me je prisililo v odločitev. In odločitev je bila, ali vstanem iz postelje in živim, ali pa umrem. Washington je pokvarjen, politika je pokvarjena. Ampak nekaj se je spremenilo. Dennis ni levo ali desno. Elita Washingtona na levi. Uničili so mojega očeta, ker nikoli ni bil del tega kluba. Nikoli ni bil del Epsteinovega kroga. Veš, kaj ni nikoli naredil? Ni dal zelene luči, da bi Gazo spremenili v Trumpovo igrišče za golf. Tam je. Nekako jim je uspelo, da so vse skupaj povezali z Izraelom. Poglej. Vedno ji bo nekako uspelo, da bo vse skupaj povezala bodi si z Eriko Cook ali z Izraelom. Ne glede na to, kam se obrneš, ker to je pač to, kar počne.
Ali koga sploh zanima gledati? Kjer je glavni di Jared Kushner? Vojno v Iranu, ki so jo začeli. Da so bili vsi predsedniki pred njim pod pritiskom Izraelcev. Bog, vidiš, vedno se znova vrne na isto dolgočasno temo. Misliš, da bi postali bolj zanimivi na tej točki, ampak nimajo o čem drugem govoriti, razen da dokažejo, da ima Ben Shapiro prav, da imajo vsi ti ljudje prav, kaj ne? Da je ta leva stvar resnica. Candace Owens, Tucker Carlson, vsi se samo premikajo na levo. Samo premaknili se bodo na levo in se pretvarjajo, da so še vedno desni, ampak so se pravzaprav premaknili na levo. In so pod tem celotnim vtisom, da so resnično borci za svobodo. Ampak ali si res želiš, da ti te ljudje pomagajo? Na tej točki ne vem, jaz bi se izognila temu. Kakorkoli, hvala za vašo pozornost glede te zadeve.